Svobodi smo volivkam in volivcem obljubili, da bomo storili vse, da preprečimo vlado Janeza Janše. S tem namenom smo pripravljeni podpreti tudi tehničnega mandatarja za sestavo nove vlade, ki bi ga predlagala predsednica republike. Želimo, da ohranimo stabilnost v državi, spoštovanje temeljnih demokratičnih standardov in pa da umirimo to politično situacijo trenutno v državi. Danes nas je na organih stranke naš predsednik dr. Robert Golob seznanil s srečanjem, ki je potekalo prejšnji teden pri predsednici republike in na katerem je bil tudi Janez Janša. Na tem srečanju je, se pravi, tekla debata o predlaganju mandatarja ustavne večine. Danes je predsednik stranke na organih stranke tudi povedal, da je to pametna odločitev za stabilnost države. Sprejeli smo odločitev, da bo Svoboda na čelu z dr. Robertom Golobom predlog predsednice podprla in o tem smo predsednico republike danes že obvestili. V tem času, ko bi imeli tehničnega mandatarja, smo pa jasno povedali, da bi takšen predlog podprli za obdobje do največ 2 let in do predčasnih volitev. V tem času bi poskrbeli za ohranitev stabilnosti države in spremembo volilnega sistema. Takšna odločitev pa nikakor ne pomeni, da se naš predsednik stranke umika z vrha stranke Svoboda in tudi se ne umika s funkcije poslanca v državnem zboru. Gre preprosto za našo odgovornost do volivk in volivcev in tudi do vseh državljank in državljanov v Sloveniji. Toliko. Glejte, tega predloga nimamo, predlog bo podala predsednica republike, kot je bilo dogovorjeno. To boste pa se morali obrniti na kabinet predsednice, mi smo kabinet seznanili s svojo odločitvijo. Kdo pa je to predlagal, oziroma bo predsednica? Saj sem povedala, danes nas je predsednik stranke seznanil, da je prejšnji teden na povabilo predsednice pri njej potekalo srečanje, na katerem sta sodelovala tako naš predsednik kot Janša.